Prav lepo pozdravljeni v še eni predvolilni oddaji na naši televiziji. Naša tokratna gostja je kandidatka za poslanko v Državnem zboru, kandidatka v Zagorju in tudi v Trbovljah, gospa Alenka Forte, doktorica medicine. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Lahko rečem, da niste neznanka v našem okolju, kar nekajkrat smo vas že gostili. Res pa je, da v drugačnih vlogah, ponavadi ste bili naša gostja, ko smo imeli kakšne zdravstvene teme, ne. Pa bi mogoče tudi s tem tokrat začela z vašo predstavitvijo. Vi ste doktorica medicine, poznani ste po tem zdravstvenem centru, medicinskem centru Helix v Trbovljah. Da. No, v zdravstvu bom tako rekoč že 30 let. Upravljala sem različna dela, od delo splošnega terenskega zdravnika, bolnišničnega zdravnika, od leta 1999 kot zasebni koncesionar. Poskušamo se razvijati. Naredili smo en lep center, ki se ukvarja z diagnostiko in terapijo na specialističnem ambulantnem delu. Jaz osebno pa bolj poglobljeno s obolenji prebavil, torej z gastroenterologijo, tako da tudi sodelujem v programu SVIT. Dela je res veliko, ampak ko delaš zdravniško delo, ne naletiš vedno znova na tudi socialne probleme ljudi. Če si malo zainteresiran za okolje, v katerem živiš, te pa seveda to animira, da ne moreš biti samo zdravnik in ko končaš ordinacijo, zapreš, izklopiš, takrat pa začneš razmišljati in se spraševati. In zato sem v politiki. To je bil tisti glavni razlog, da ste se prej niste delovali v politiki? Ne, jaz sem aktivna v politiki nekje, prvi vstop moj je bil leta 2008, ko sem tudi prvič kandidirala za državnozborske volitve. Tudi takrat je bil to povod neposredni, takrat tista huda problematika, ekološka, zdravstveno stanje ljudi. Takrat se je zaključeval projekt Zdravje za Zasavje in tisti izsledki te študije so me do te mere zanimirali, da sem kot zdravnik čutila tudi poslanstvo, da se malo širše angažiram in da ne ostanem zaprta za vrati svoje ordinacije. Pa se vam zdi, da se je kaj v teh letih izboljšalo? Dobro, nekaj tovarn je žal zaprlo svoja vrata, ne prenehala delovati. Ampak predvsem, ker smo del Evropske unije in ker se implementira zakonodaja Evropske unije tudi na državni in na regijski nivo, mislim, da se je stanje izboljšalo. Nazadnje v lanskem letu sprejeta uredba o zunanji kakovosti zraka. Mislim, da je to velik napredek, če vemo, kako zelo smo te Zasavske doline onesnažene z prašnimi delci. Ampak seveda bo treba še delati. Mislim pa, da se stanje izboljšuje, da tudi ta sredstva, ki so nekje evropska, ki so predvidena tudi posebej za Zasavje kot bolj ogroženo in degradirano okolje, pa tudi evropska sredstva, ki so nekako zdaj implementirana v naše Zasavje zaradi hude brezposelnosti. Mislim, da seveda nismo zadovoljni, ker bom rekla, da smo vseeno na dnu in še vedno padamo, sploh kar se tiče našega Zasavja, kar se tiče delovnih mest. Na drugi strani, kar se tiče obolevnosti, so slabi kazalniki, ampak jaz mislim, da moramo biti vsi aktivni, ki začutimo, da kje lahko pripomoremo s svojim znanjem, s svojim videnjem, da se stvari za kanček začnejo po malem izboljševati. Ampak krovna odgovornost pa mislim, da je odgovornost države. Zato tokrat z velikim veseljem, z velikim angažmajem kandidiram za državno poslanko, ker vidim svoje mesto predvsem na nekaterih področjih. Torej je zdravje, ekologija, okolje. To so teme, ki me zelo zanimajo in mislim, da bi s svojimi izkušnjami, bom rekla, nisem še zrela za penzijo, ampak v bistvu v 5 letih pa bom imela vse pogoje in se mi zdi, da bi mogla v tem svojem življenju aktivnem pa še nekaj doprinesti več kot, čeprav kot zdravnik mislim, da doprinašam vsakodnevno, ampak en korak več, se pravi za en odtenek več, kot bi pa od zdravnika pričakovali. No, ko govorimo o okolju, kaj pa sami smo se tudi spremenili v zadnjem desetletju? Bistveno se mi zdi, da bolj smo ozaveščeni. Ta slog življenja, ki je zelo pomemben, te trendi k povečani telesni aktivnosti,
Mislim, da se to izboljšuje. Vedenje o zdravi prehrani, o pomenu telesne aktivnosti, o opuščanju razvad, kako kvarno je kajenje in druge razvade. Mislim, da se počasi osveščamo, ampak država bi lahko dala še boljše impulze na tem področju, ker konkretno mogoče recimo te trošarine, ki se dviguje, bi morale absolutno iti v namen, da se subvencionira zdrava prehrana in da se delajo neki projekti preventive. Ne pa za krpanje proračuna, ne? In krpanje cest, to je pa treba najti drugje. Torej, sredstva, ki se bodo zbirale na račun trošarin, morajo se vrniti nekako v zdravstvo. Torej, v preventivo. V preventivi smo še vedno slabi, čeprav imamo kar nekaj dobrih projektov, preventivnih zdravstvenih programov, Svit, Dora, Zora, potem te referenčne ambulante tudi grejo v to smer, ampak sredstev, ki jih namenjamo za to, je mnogo premalo vizavi temu, kar porabimo za zdravljenje najtežjih bolnikov. Se pravi, stvar bo treba obrniti. In tudi tukaj vidim možnosti iz svojih izkušenj, svojega znanja, da mogoče poskušam sooblikovati takšno politiko. No, dokaj pozno ste se vključili v politiko, ampak kar hitro prišli kar v sam vrh stranke SDS, ste podpredsednica sveta stranke. To pa je kar častna in odgovorna funkcija. Ja, tudi sama se čudim, ampak veste, sem človek, da ko sem prisotna, se tudi oglasim in povem svoje mnenje, ki je moje mnenje, in mogoče je to naredilo vtis, da v bistvu razmišljam v dobro ljudi in v boljši program stranke. Kakšna stvar jo že zdaj neposredno sledim, kako se stranka tudi drugače obnaša, čist na konkretnih primerih, ni pomembno, da jih naštevam, ampak mislim, da opombe, ki sem jih kdaj izustila, da so padla na plodna tla in to je pravzaprav namen. Sej stranka ni neki jeklen konstrukt postavljen, stranko oblikujemo tudi ljudje s svojimi idejami in jaz sem vesela, da so to prepoznali in upam, da bom lahko, s svojim videnjem še več doprinesla k programu stranke, v bistvu nekako, ker dolgo, sploh še nisem bila v pravi politiki, v bistvu jaz sem terenski človek, ki dela in biva v svojem okolju, verjetno, če si pa v visoki politiki 10-15 let zgubiš stik z realnostjo. In zato mogoče bi bilo prav, da niso politiki 15-20 let samo politiki, ljudje, ki prihajajo iz gospodarstva. Mislim, da se mogli vrniti nazaj. En mandat, 2 mandata, potem je pa treba se stopiti in ponovno dati možnost mlajšim, drugim z novimi idejami. To mogoče smo na naši televiziji pred kakšnima 2 letoma začeli s tem projektom. Tudi nekaj anket smo posneli prav na to, da bi bilo mogoče dobro razmisliti 2 mandata, potem pa en mandat počiti, ali pa delati nekaj drugega, pa potem mogoče na 4. spet kandidirati za 4. mandat oziroma 3. Ker tako pride mogoče najbolj do prečiščenja, pa do nabiranja novih izkušenj. Torej, pažam, da se strinjate s takim. Jaz podpiram polno to, ko govorijo o novih obrazih, pa ne toliko o novih obrazih, kot o novem elanu, o novih idejah in dati priložnost več ljudem. To pa grešijo vse stranke. Novi obrazi, ki se pojavljajo na eni listi ali na drugi, v tej ali drugi stranki, to ni novost. Novost je svežina idej in volje do dela. In to jaz pogrešam v naši... Ta nov obraz lahko tudi malce starejši, Ja, lahko, ampak gre za svežino idej in elana za delo. Se pravi, res predanost, da vzameš to kot poslanstvo, da nekaj spremeniš, ne pa, da pač je to tebi delovno mesto, ki bo tako in tako plačano, potem si pa vse naredil. To je zgrešeno. In ko bo ta miselnost pri ljudeh se spremenila, upam, da bo več ljudi zainteresiranih za politiko, vsak od nas v bistvu lahko doprinese ali na lokalnem. Žal pa se ljudje zapirajo zdaj za stene svojih stanovanj, neka apatija je nastala in to je narobe. Jaz bom vesela, če bo udeležba proti napovedim, da bo velika udeležba, ker vsak od nas, vsak posameznik lahko nekaj doprinese. Ali s tem, da da volilni glas, ali s tem, da se oglaša v lokalnem okolju, v krajevni skupnosti, na občini, ali pa takole ob tej priložnici, ko kandidiramo za državnozborske volitve. Jaz verjamem v moč posameznika. Kandidirate, sva dejala, v 2 občinah, v Zagorju in v Trbovljah. Torej, imate zdaj v tem času še manj časa za svoje 3 vnuke? Ja, k sreči imamo kolektivni dopust.
vedno ob tem času, pa če bila to slučajno koincidenca, a ne, kdo bi to... Jaz sem bila presenečena, da sem bila izbrana za kandidatko za obe občini. Nekaj je seveda moja prepoznavnost, moja prepričljivost kot Alenka Forte, zdravnik, ki dela in... Tudi v Zagorju, ne? Tako, Ne zlaka v bistvu, v domu mislim, starejših, naša ne? prepoznavnost je zdaj že kar širša in jaz sem vesela, da segamo od celjskega do ljubljanskega bazena, tako da naša klientela se je v zadnjih letih zelo spremenila. Tako da postajamo prepoznavni tudi širše. A ne? Seveda delamo pa tudi na tem, da postanemo pogrešljivi. A ne? Jaz se bližam obdobju, ko bom zrela za upokojitev in delamo seveda na novih kadrih. Tako Torej da, se ni zabati, če boste poslanka, da bo medicinski center ugasil. Imamo že seveda kandidata za direktorja, imamo že od prej zunanje sodelavce, zdaj seveda, če bom uspešna pri tokratnem izboru, potem pomeni, da pač moramo še nekoga dodatno, tako da seveda so to otežuje življenje, a ne, do neke mere, ampak vsi smo pogrešljivi. A ne. Je pa to dobro, da je to planirano, itak, a ne, moramo to predvideti, mogoče mi ni videti, ampak mislim, da sem kot zdravnik dosti dala, da tudi so potem seveda neke zdravstvene posledice, sploh roke zelo trpijo pri mojem delu, ne, tako da se že, a ne, se že kazajo neki znaki, da bi bilo se dobro itak razbremeniti in na tem smo že prej delali, da sodelavce pridobimo, ker, a veste, to je tako kot vsak poklic, ne, recimo moje konkretno delo ni samo umsko delo, a ne, je zelo tudi fizično, prihaja do nekih obremenitev in iztrošenosti sklepov, tako da je to, bom rekla, nek naravni proces, da se počasi umikam, ampak glava je pa bistra in polna idej, pa mogoče bi lahko kje drugje pokažala še svojo sposobnost za delo, za razmišljanje, za biti kreativen. In tisto psihično pripravljenost vam pa dajejo vnuki, kaj ne? Seveda, Imate sem vesela. Sina ima že hčerko, ki bo šla zdaj v šolo, druga je 4 leta in najmlajši Ivan je star 10 mesecev. Tako da to so pa sončki. To so pa sončki, tako da jih imam v pisarni oziroma na delovnem mestu kar takole celo rajdico in vsake pol ure me resetirajo. Tako. To je pa res nekaj najlepšega, ne? Ja. Greva še malce skozi program. Zdaj, mogoče prva točka, ustvarjanje pogojev za povečanje delovnih mest. Predvsem tako v Sloveniji, ne, ampak bolj smo v Zasavju, ne, tudi v Zasavju, še bolj kot drugje to škripa, tudi v Zagorju, ne, kjer kandidirate. No, aktualna brezposelnost je v Zagorju nekje na slovenski ravni, v Trbovljah je pa seveda najvišja. Skupaj s Hrastnikom, ampak prav Trbovlje mislim, da je na prvem mestu. To je seveda posledica zapiranja tovarn, ne, RTH, TET in drugih gradbenih firm, tega je bilo veliko. A ne. Trbovlje se bomo spomnili za zadnjih 10-15 let samo potem, da so se delovna mesta ukinjala, vse predvolilne obljube vsakršnih kandidatov so šle v nič. Nekdo je enkrat rekel, ne, za vsako delovno mesto se je potrebno boriti, ampak tudi tega ne delamo. Ne. Saj, kar se tiče nas Trbovelj, v Zagorju je situacija malo bolj drugač, ampak mogoče zato, ker imate boljšo povezavo, ste bolj odprti, hitreje dostopni do celjskega bazena, pa do ljubljanskega. Na srečo še ETI deluje, ne? Tako, ne. Se pa zgubilo kar nekaj firm, ne? Seveda, od Sve, Deloze, Lisca. Da, ampak stanje je seveda ni lepo, ampak so druge občine še na slabšem in seveda jaz ne morem narediti novo, jaz ga lahko v svoji firmi naredim, a ne s svojim programom, svojo idejo, ampak država pa mora ustvarjati pogoje, da bodo tiste firme, ki dobro poslujejo, da bojo razbremenjene v tem smislu, da ne bo recimo, kot je bila ideja, ne, tega nepremičninskega davka, dodatno jih obremenili z dajatvami, ampak da se jih razbremeni na davčnem področju, da bojo več lahko investirali v nova delovna mesta, da se dajo tudi neke subvencije, podpore, da se mogoče tudi novim start-up podjetnikom tudi naredi neka abstinenca plačila davkov, to smo že imeli, to je bilo zelo dobra spodbuda, v tej smeri grejo ideje in v tej smeri bo stranka SDS delovala. Torej, ukrepi ne da se ustvarja, da pripeljemo, ne vem, enoto tovarne BMW, ampak da se ustvarjajo pogoji, da bo večja motiviranost tistih, ki imajo delovna mesta, da mogoče še širijo svojo mrežo in da so pogoji za nova, mala in mikro in
srednja velika podjetja, da se tam v bistvu tudi te evropske projekte, evropskega denarja začude na 3,3 milijarde, a ne, in to moramo izkoristiti. Ne, zakaj smo slabi pri črpanju? Evropska sredstva za razvoj potrebujemo. Zdaj, a so to delovna mesta v kmetijstvu, a bo je to delovna mesta v turizmu ali neposredno v proizvodnih firmah, vseeno, vsako delovno mesto šteje. Kje pa jih vi vidite? Omenili ste na tiskovni konferenci tudi nekako oživitev medijskih toplic, ne? To bi bil mogoče lahko biser turizma. Ne? To je konkretno za Zagorje, če me vprašate. Zagorje dejansko vsi, ki se vozimo tu mimo Ljubljano, ne obžalujemo. Ljudje poznajo medijske toplice, starejši, to je bil blizu Ljubljane, to je idealna bi bila priložnost za razvoj turizma nazaj v Zagorju. Ampak problem je, da je to zdaj privatni lastnik, ki ima hude hipoteke na tem objektu pri Novi Ljubljanski banki. Ker pa je to državna banka, bi pričakovali, da bo država preko te banke ukrenila vse, kar je potrebno, da to lastnino oduzame, saj to je možno, ne, če ne plačuje svojih obveznosti, če je pod tako hipoteko, in da na trg za prodajo. Prepričana sem, da je zaradi lokacije, bližine avtoceste, to idealno za razvoj, ne vem, 30-50 delovnih mest, neposredno v samem centru, tako kot je bilo prej, ne vem, koliko je imel točno zaposlenih medijske toplice, ko so tisto svojo zgodbo hotela in nočitvenih zmogljivosti zaprle, a ne, potem je bila vegetacija, ki je bil samo bife, pa kdaj kakšna priložnosti dogodek. Kar je pa tudi pomembno, a ne, kot infrastruktura za lokalno prebivalstvo, bazen, a ne, tudi poznamo. Tudi vidika, ne, tudi, zdrava voda, ne. Ne moreš verjeti, a ne, to je 50-metrski olimpijski bazen, kaj bi to pomenilo za Zagorje, pa tudi širše, a ne, za počitnikovanje. Smo v situaciji, ko ljudje več ne morejo potovati, ampak če imamo bazen letni pred nosom, a ne, v bistvu to pomeni za otroke dostopnost, za ljudi, ki tle bivajo, za starejše. V bistvu to bi bilo večplastno, zelo pomemben projekt. Upate, da se bo to rešilo? Se boste zavzemali za to? Se bomo zavzemali, da banke naredijo svoje delo. Greva še malce na energetiko, ne, v Zasavju. Zdaj, Zasavje je bilo znano po premogovništvu, pa tudi potem, ne, da so luči po Sloveniji svetile tudi zaradi termoelektrarne Trbovlje. Zdaj pa rudniki se zapirajo, težko, da se bo še kdaj tu pridobival premog. S termoelektrarno se pa tudi nič ne ve, po drugi strani pa se kar naprej odlaša, kdaj se bo začelo graditi na Srednji Savi hidroelektrarne. Tukaj je spet odgovornost državnih institucij in lastnikov, da dorečejo. Ne? Jaz sem prepričana, da termoelektrarne... Mimogrede, imeli smo pa vedno v Zasavju veliko poslancev, ne? Tudi predsednika vlade dolga leta, pa nič od tega. No, gledajte, to ne bi komentirala. To je, uvodoma sem rekla, da je poslanec v bistvu mora biti kot poslanec iskati, v bistvu, oziroma vzeti svojo izvolitev kot poslanstvo, da naredi nekaj za okolje, od kjer izhaja in kjer je dobil podporo volivcev. Torej so poslanci do sedaj izneverili to zaupanje. Ne? Energetika je bila in mi si želimo, da ostane. Mislim, predolgo že traja, kaj bo z našo termoelektrarno. Mislim, da je pomembna. Država, ki gradi na enem ali dveh virih energetike, nerazumna država. Če gledate podatke za Nemčijo, oni še vedno stavijo, da je 30% energetiki na premogovništvu. In oni ne zapirajo. Seveda, oni uporabljajo premog, uporabljajo zelo napredne tehnologije, da ne onesnažujejo okolje, ampak oni uporabljajo premog. V eno študijo sem brala v 30%. Odrekli so se jedrski energiji, a ne grejo na te zelo naravne vire, se pravi vetrno energijo, vodno energijo, a ne, in premogovništvo jim ostaja. Odrekli so se pa... skrbijo ribe, ne? Ja, na eni strani pa potem ptiči, ne? Ena riba pa en ptič, ne? Vse je prav, da smo okoljsko osveščeni, pa da vse so tehnične rešitve, kako to zaobiditi. Ne? Ne vem, katera konkretna riba, jaz sem pozabila, ni to sulec, ja. Mislim, vse so predvidene drčnice, kjer bo on lahko prehajal v višje predele, ampak da se je na tem v bistvu projekt ustavil, ker je bilo v bistvu že podpisano soglasje, podpisal ga je takratni minister gospod Černač, ne, za projekt Srednje Save. Zdaj pa to nekje v predalih. Ne. Ljudje, ki so bili zadolženi
da so koordinatorji za energetiko v Zasavju iz obupa odstopili. Meni se to ne zdi prav. Ne? Torej, mi rabimo vse. Rabimo nazaj termoelektrarno, ki bo delala na okolju prijaznih tehnologijah oziroma energentih. S kakšnim energentom? Ja, lesna biomasa je že primerna. Ne? To je že primerno. Premog je verjetno Premog zdaj, je, ne? ja, kako je pa sedaj delovala? Ne? Se je premog vozil, to seveda ni najbolj racionalno. To nihče več v teh časih ne bo subvencioniral. Je še upanje za rudnik Brnca, po vašem? Mislim, da so to zamudili. čisto opustili. Ampak tukaj se vprašamo, če je tam res tako kakovosten premog, kot mi tudi so povedali v razgovorih inženirji, ki so tam delali. Odločimo, ne? Ne, ampak zamudili smo, ker dela, izkopavanje, tekoča dela, proizvodna premoga in odpiralna dela za naprej se dela vzporedno. In zamudil se je čas, ko je bilo to možno, ko je bil čas debelih krav. Ljudje, ki so bili na vodstvenih, odgovornih funkcijah, direktori 20-15 let nazaj, takrat je bil čas, da bi razmišljali o tem. Ampak to je to kratko. V bistvu to je simptom Slovenije. Ne? Vsak gleda, kaj on osebno rabi do kam, a ne? Kaj bo pa potem, se pravi, manjka vizionarstva. Ne? Tudi tukaj ga je manjkalo, ker so ljudje skrbeli samo za tekoče, aktualne dogodke, programe in delo, ne pa na izkopavalnih delih. Meni so zatrjevali te inženirji, ki so slučajno tudi kakšen je moj pacient, smo se vzeli čas in smo se dobili in smo se o tem pogovarjali, ne? Da je kakovosten premog samo sedaj najti investitorja, ne? Ampak razvita država, kot je Nemčija, pa to počne. Ne? Zakaj mi tega ne znamo? Zakaj? To me čudi. Ne? To me čudi. Ne kopiramo, ne? Glejte, kako močen je bil rudnik RTH, kakšno tehnologijo, strojna tovarna Trbovlje, kakšno tehnologijo za izdelovanje teh tunelov rudniških ne je delala. A takrat niso pristopili, pa bi naredili neko pametno povezavo. Jaz se vidim, toliko rudarjev, toliko strojev, pa nismo dobili nikoli tunela, ne? Da bi se odprli. Ne? Toliko zamujenih priložnosti. Mogoče tudi s kakšno obvoznico, ki je zdaj skozi Zagorje, pomisliti, da bi šla kje drugje, ne? Bi zabremenili tudi center Zagorja. Kako se pa to infrastrukturo dela, se pa tudi ni upoštevanja neznanih podatkov, ne okoljske problematike. Ne? Da je Zagorje glavni koridor za prehod Zasavcev proti Ljubljani ali pravzaprav sploh proti Ljubljani, manj proti Celju, čeprav Trbovečani zelo gravitirajo na ta vaš prehod skozi mesto, ne moreš verjeti. Ne? Menda je podatek, da v eno smer do 6000 avtomobilov dnevno. Kakšna obremenitev je to za okolje, se pravi za te prebivalce v mestu, ne? Na mesto, da bi se iskala rešitev, da se pač gre na obrobje mesta, verjetno bi bile kakšne rešitve. Ali da se bolje približa mogoče celjskemu koncu, pa s predorom, ne? Ali pa v Hrastniku, da se marsikaj zgradi proti Zidanemu mostu. Ne? Ja, menda je se kar čaka, ne? Na državni ravni je menda končno znano, da bo tretja razvojna os, ne? Finance, ne vem, če so že za tem, ampak bo šla Maribor-Laško proti Novemu mestu. Tukaj je tudi priložnost seveda za vzhodni dve občini, to je Trbovlje in Hrastnik, da se poveže recimo na novomeško regijo. Rekli smo v svoj čas, če bi mi imeli boljšo povezavo. Ne? Delavci, ki so tu, nam bi bili zelo zanimivi, da delajo v tovarni Revoz. To se pravi, ampak veste, predolgo se govori se, da že 10 let, naredili se pa ni nič. Isto kot ta hidroelektrarna, slišala sem očitek, da se sedaj sredstva, ki so namenjena izgrajevanju hidroelektrarn, premesti navzdol, da se dokončajo te na spodnji Savi, ampak projekti za Srednjo Savo, namera je podpisana, ampak treba je začeti delati na projektih. Preden pride do realizacije, je pa potrebno narediti načrte, odkup zemljišča, infrastrukturo, ki bo, in vse to mi rabimo. Mi rabimo projekt Srednje Save, ker bodo to nova delovna mesta in izboljšanje tudi infrastrukture. Tukaj pričakujemo ne samo, da bo za avtomobilski promet neka hitra cesta, ampak tudi za rekreacijo, pa tudi za kolesarje. Jaz to najbolj pogrešam, da nekako v teh projektih je premalo poudarka na tej alternativni mobilnosti. Torej, jaz sem zelo vesela, v moji firmi so ustanovili trojko in se vozijo v službo tudi iz Litije s kolesom. To se mi zdi, take pobude. Recimo so države, ki so spodbujale za financiranje v kolesa,
da njihovi zaposleni bolj zdravo živijo. Mislim, to so taki... Je dobro potem tudi zgraditi kakšne kolesarske steze, ne? Ja. Čim več, ne? Tako kot Seveda, je mogoče v Kranjski Gori. Ne? Tukaj pa je seveda potrebno veliko inovativnosti zaradi ožine, ker ni prostora. Ne? Verjetno pa tudi bo to mal dražji projekt, kot narediti, ne vem, kolesarsko pot v Žalcu ali pa jo narediti pri nas. Ja, zagotovo. To je mal dražji projekt. Ampak rabimo tudi take drage projekte. Bila sem nedavno v Londonu na enem seminarju in gledam na cesto, kaj je zdaj to, ne? Nisem videla kolesarskih poti po Londonu, ampak ves promet je umirjen, prednost ima kolesar, na to motorist, na to avtomobil. In v bistvu pred semaforjem je bila kolona, gruča 50 kolesarjev, ki so imeli prednost, so speljali in bila sem presenečena, kako v centru Londona, koliko kolesarjev in kako je prometni režim prilagojen. Tudi tukaj je treba iskati rešitev, ne? Da se peljemo čez Zagorje in Trbovlje in Hrastnik s tempom 20 do 30 in da ima kolesar prednost. To se mi di krasna ideja. No, zdaj v soboto je bil dan zasavskih kmetij. Torej, nekako se zdi, da se tudi zasavske kmetije prebujajo, znajo pridelati domačo, precej zdravo hrano. Je to priložnost tudi za Zasavje? Kako vi na to gledate? Pa kako poznate te zasavske kmetije, tudi zagorske, ne? Dokaj jih poznam, ker se dosti gibljam v Zagorju, tudi del mojega delovnega časa preživim v Zagorju, tako da iz Lake zelo dobro poznam in te kmetije in se tudi oskrbljujem z njihovimi proizvodi. Ponavadi na tržnici na to v Trbovljah, tako da se zelo poslužujem tržnice, kjer te domače proizvode od kruha, mlečnih izdelkov, ki so pa res primerjava s neko instant, bom rekel, v bistvu kot bi jedel instant hrano, če jo kupiš v trgovini ali domače. Tako da tukaj se zelo trudim, po drugi strani pri starših tudi je vrt, kjer praktično vso povrtnino čez poletje tudi v lastni domači proizvodnji, a ne pridobimo. Tako da to je meni zelo pozitivno in to je tudi to, kar bodo, če bomo to širili in moramo širiti, a ne, da bo samo oskrba se povečala. Nekje statistika kaže, da je Slovenija samo na 30% samooskrbe, medtem ko druge evropske razvite dežele na 70%. In vsaka pobuda za razvoj kmetijstva je seveda tudi osnova, da imamo potem neko turizem. Mi ne bomo imeli turizma, kot ga ima Portorož ali pa Rogaška Slatina, ampak mi bomo gradili na prepoznavnosti te dobre kulinarike na podeželju, kar lahko povežemo s krasnimi kolesarskimi potmi. Slišala sem, da so Skandinavci, Nizozemci izredno zainteresirani za manjše skupine, kjer potem bi po teh naših poteh kolesarili in imeli možnost prehranevanja na kmetijah. To je že en projekt, ki ga je zastavil ta RCR v sklopu v Tri krasne, ampak to je treba izgraditi, ne, in narediti bolj profesionalno in v bistvu tudi z tega narediti dober produkt, ki bo tako kot danes tržimo lipico, a ne, ali pa bled, da bo to tako prepoznaven projekt oziroma produkt, ne, na tem je treba delati. Tukaj mislim, da je še veliko evropskih sredstev, ki jih sploh nismo še počrpali. V bistvu tudi ljudi je treba animirati, ne, vse kmetje so osveščeni, ampak vsaka pomoč, ki jo dobijo preko evropskih sredstev, bo samo ta projekt bolje peljala. Tako da vsekakor to je naša priložnost, zametki so, je pa to treba zelo dobro izgraditi in narediti iz tega prepoznaven produkt. No, super. Greva še na hitro, počasi se čas izteka skozi program, ki ga je strokovni svet stranke nekako dal ven za to volilno kampanjo, pa tudi za program, če bo stranka vodila vlado. Kar nekaj takih zanimivih stvari je, ne, recimo Meni je izredno pomembno, da poudarimo, da je program res usmerjen v mlade. V mlade, v šolstvo, v mlade, v nova delovna mesta. In recimo, če sva že pri šolstvu, ne, je pač pobuda, da se starše razbremeni pri kupovanju teh učbenikov, delovnih zvezkov. In na ta način bi se na otroka na letni ravni privarčevalo in razbremenilo družino za 200 evrov. Meni se zdi to zelo pametno. Živimo v sodobni tehnologiji, ne, in je to en pristop, ki je zelo inovativen in tudi za ta pristop, ne, se lahko pridobijo evropska sredstva. Tako da meni je to, tablice računalniške, kjer bo vsak otrok dobil v šoli, in meni se zdi to zelo dobro in je treba to spodbujati, ne. Na drugi strani, kar se tiče mladih,
ki končujejo izobraževanje, ostanejo, nimajo, niti ne morejo delati pripravništva. In je tudi v programu, da vsak, ki zaključi izobraževanje ali na srednjem nivoju ali na fakulteti, da se mu v bistvu da štipendija za čas pripravništva, torej ni to velik znesek, ampak 300 evrov na posameznika, da vsaj, a ne tiste osnovne stvari, sam priskrbi, da ni na žepu, še vedno kot formiran, izoblikovan, pa je na žepu staršev. Meni se to zdi ena začetna pobuda, kako pomagati. Ne? Potem je program tudi stanovanjske politike. Ne? Veste, da je kup stanovanj praznih, ljudje pa stanovanj nimajo. To je velik problem. In je tudi ideja, da se te stanarine, ki bi jih najplačevali, v bistvu polovica bi šla kot dolgoročni kredit in v bistvu bi polovica najemnine šla v odplačevanje kredita dolgoročnega 30. leta, kar spet pomeni pomoč mladim družinam. Poleg tega, da se zadržijo vse tiste pozitivne politike, ki jih je Janševa vlada leta 2008 sprejela, kar se tiče podpore, se pravi vrtcev, a ne, potem drugi otrok brezplačno. Brezplačno. To absolutno je, kar je treba nadaljevati. Prehrana v šoli. Ne? Tako. To se pozabi, da se to v tistem obdobju sprijelo. In da je to, in da je pač na ta račun bilo že kar nekaj polemik, ampak to otrok ne more biti lačen. Da smemo razlikovati otroka. Ne? In boljš, da imamo računalniške tablice, kot pa da gremo v uniforme, oblekice, ne? Za otroke. Nekaj je bilo napisano tudi o teh javnih prevozih, da bi se to razširilo, ne? Ker to je tudi iz ekološkega vidika kar zelo pomembno, ne? In socialnega na nek način. Ne? V programu stranke je, da se do leta 2020 obnovijo vsa infrastruktura, torej ceste in železnica, in da se spodbuja ljudi k večji uporabi javnih prevoznih sredstev in da se tam subvencionira enotna cena vozovnice. To je v bistvu, da ne bo vsak dan iz našega Zasaja do Ljubljane 2000-3000 avtomobilov, ampak da se bomo usedli na vlak, da bomo mogoče lokalno uporabljali avtobus, a ne? In tudi povezave bojo, se pravi programi in urniki bojo usklajeni, tako da bomo res v najkrajšem času z okolju najbolj prijaznim prevoznim sredstvom prišli do delovnega mesta. To je tudi en tak dolgoročni... Subvencije so bile tudi v tem zadnjem obdobju druge Janševe vlade sprejete za študente. Za študente in dijake, skoraj da jih je vlada v odhajanju ukinila, ampak to so projekti nekaterih modelov in je seveda to treba približati tudi upokojencem, da bojo bolj mobilni in tudi aktivni populaciji, ki gre na delovna mesta. No, zdaj se pa res ob koncu, glede na to, da ste podpredsednica sveta stranke, kako mogoče še potem za konec, kako v sami stranki sprejemate to sodbo, pa tudi odhod predsednika stranke Janeza Janše v zapor? Mislim, da smo vsi strankini člani izrazito in zelo prizadeti. Ker nismo pričakovali, ker smo pričakovali, da je to vendarle pravna država, da se sodbe postavljajo na podlagi dokazov in ne indicev. Meni je ta sodba kot, da bi nekdo o meni rekel neko kleveto in jo potem skozi sodne postopke v bistvu dosegel, da mene zaprejo. Jaz se čutim enako prizadeto, ne, in v bistvu to vzbuja v ljudeh strah, ne, v nas pa krepi prepričanje, ne, da je naš predsednik res bil zaprt zaradi političnega procesa. Dejansko, ko bereš to sodbo in kako bi to izvili, da bi iz, bom rekla, indicev nastal dokaz, to ne moreš verjeti. Ne? Tako da vsak, ki si hoče sam svoje mnenje ustvariti, naj prebere to sodbo, vse je dostopna. Ne? A mogoče kakšna ločena mnenja ustavnih sodnikov? Pa... Tudi to, ampak že navadna človeška pamet, kjer v bistvu, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dokaz, kaj ni dokaz, ne? Vsak si naj prebere sodbo sam in se bo prepričal v nedolžnost Janeza Janše oziroma, da te indici ne morejo zadoščati, da nekoga zaprejo. To je indična sodba, to je kleveta in mi polno podpiramo našega predsednika in upamo, da bo sodstvo naredilo vse, kar je potrebno v teh razumnih rokih, da ne bojo ljudje govorili, ne, da Slovenska demokratska stranka izrablja to sodbo za svoje aktivnosti. A veste, to sem od enega novinarja slišala, se si nismo to mi izmislili, se to je državni aparat, kriminalisti, sodstvo, v bistvu to zanimivo, da vse tako sovpada, na to nimaš vpliv, kot posameznik, ne. Jaz sem zdravnik, ne, jaz sem navajena medicine podprte z dokazi in tako bi tudi od sodstva pričakovala, da bo delalo
svoje odločitve na podlagi dokazov. S tem vprašanjem sem vas v bistvu prekinil. Nekaj ste želeli še dodati? Ja, mi dva sva pozabila RTH. RTH sva ob termoelektrarni in verigi srednjih Save kar izpustila. Meni se zelo, zelo pomembno zdi, da bodo ta sredstva, ki so bila sedaj odobrena do leta 2018, dejansko porabljena za to, da se sanira ta degradirana narava, ki jo imamo. Če greste v Trbovlje, imate polno razgaljenih površin, kjer se nič ne dogaja. In upam, da bodo nadzorniki res tudi bedeli nad namensko porabo teh sredstev, da se vendarle naredi prava sanacija. Ne pa tako, kot se je sedaj iz teh ogromnih sredstev, ki jih je RTH dobival zadnje desetletje, da iz tega ven praktično mi kot občani nismo pridobili nič, ni se ustvarjalo ne novih delovnih mest, bile so neke odpravnine in ljudje se je postavilo na cesto, nekako so imeli neko socialno eksistenco, mogoče dveh let na to pa so bili spet, mlajši ljudje spet prepuščeni sociali, kar je pa nedostojno. Treba je delati na tem, da se rudnik pošteno zapre, da se te degradirane površine in potem mogoče dajo res v uporabo ali v odkup za minimalen simboličen znesek ljudem, ki bi tu začeli ustvarjati nova delovna mesta. To se mi zdi priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Mislim, da ste tik pred oddajo izvedeli, da imate v Zagorju, da ste prvi, ne? Ja, številka 1. Torej, mogoče nagovor volivcem, ta kamera je potem vaša. Moji spoštovani volivci, upam, da sem vas danes s svojim nastopom prepričala. Lahko mi sledite tudi v času kampanje na Facebooku in ob vseh prireditvah. Zelo vesela bi bila osebnega stika z vami in se vam bom potrudila zelo približati tudi do vašega doma. Kampanjo delam tudi na Facebooku. Jaz si želim, da res dejansko se udeležite teh volitev, izberete najboljšega kandidata, ki mu boste zaupali. V mojem primeru pa se vam zavezujem, da bom delala v dobro svojih volivcev, ker jemljem to svoje poslanstvo, dejansko poslanstvo, tako kot poslanstvo zdravnika, s katerim bom mogoče zdaj malo zaključila, kot poslanstvo poslanca, da dela v dobro svojih volivcev. Bom pa pod številko 1. Hvala, gospa Alenka Forte, za vaš obisk v studiu. Še bo priložnost, če ne prej se tu v studiu srečamo na soočenju zagorskih kandidatov. Do takrat pa lepo in mirno volilno kampanjo vam želim. Hvala in lep pozdrav. Hvala pa tudi v mojem imenu in srečno.